Hej, hej, dragi moji, upam, da se vidimo, da se slišimo. Jaz sem ob tem vetrčku tule na morju, ob morju, ko mi našla en prostor, kjer tako ne buči in ne šumi, in upam, da se v redu slišimo. Tako da malo bom še počakala, da se malo naberemo, da mi povete, če me vidite, če me slišite, če je vse ok, da mi napišete, kako ste kaj, da ste v redu, če pridete na kako terapico sem na Hrvaško k meni, če pridete na kako kavico, na kako obisk. In to je to. V glavnem, jaz sem super. Včeraj sem na Facebook dala objavo o skromnosti in preprostosti, ki je imela kar veliko odziva in kar nekaj vas mi je pisalo v Messenger glede te objave. In ja, skromnost in preprostost je edina resnica, ki jo bo rabil vsak doživeti. Pehanje po materialnem, po dosežkih, nikoli ne boste dovolj, ne sami sebi, to pomeni primerjanje z drugimi. Živijo, mi lahko napiše, če se slišimo, vidimo. Zdaj bom pa imela samo malo, ker en kuža prihaja, da ne bo mojemu kužku kaj naredil. Kjeli sem? V redu bo? V redu. Živijo Jana, mislim, da Jano vidim tule gor. Če je v redu internet, mi prosim ne eden napiše, če se ok vidi in sliši, da nadaljujem. Živijo. V glavnem, ja, ta preprostost in ta skromnost, živijo Jana, lepo se sliši in lepo se vidiš. Ok, super. Fajn. Ta preprostost in skromnost je v vseh nas. Psa držim, počakajte. Bizi, v redu je. Hejla Jana, hejla. Ja, kot preprostost in skromnost mislim, da šele ko jih ne boste opazili, jih boste živela. Dokler pa mislite, da vam nekaj manjka, da rabite biti, da rabite še karkoli imeti v življenju, pa to ni skromnost in to ni preprostost. Ravno skromnost in preprostost vas bosta privedle do tega, kar ste, da boste lahko sploh stvari, užitke, ki se skrivajo v vas in posledično izven vas tudi opazila. Če boste ves čas nekaj hrepeneli po nečem več, po novi hiši, po novem avtu, po boljših oblekah, po boljših znamkah, dragi moji, nič ne boste odnesli s seboj, čist nič, ampak ob tem hrepenenju zamujate to, kar se vam vsak trenutek ponuja. In sicer sem jaz danes dala, slučajno pokukala in te kar vidim in slišim, super. Jana je v mojem programu Pot do sreče in notranjega miru in zelo lepo napreduje. Tako da zdaj se nismo glih ujele, predno sem šla jaz na morje z coachingom, ampak ga bomo naredile. Ja, bo še boljši in še bolj slasten. Zdaj, jaz sem dala naslov današnjemu videu Resnica je le ena. Ampak resnico kot resnico živi le malo kdo od nas. Jaz sicer trenutno pišem knjigo, v kateri bojo napisane same resnice, ampak modrosti, ki grejo skozi mene in se zlijajo na papir. Vedno v knjigi poudarim, kje sem še sama šibka oziroma kje še sama tega ne živim. Se pravi, spet povem resnico, da se ne boste ustrašili vi, ko boste to brali, da pa ne vem kaj, sem jaz zdaj nekaj več ali karkoli, to bi res rada poudarila, ker nekateri se mi toliko bojite približati.
Če imate nekoga v vašem življenju za avtoriteto in za nekaj več, ste zelo, zelo opeharjeni spoznanj, ki bi jih lahko o tem človeku dobili. In če imate v življenju nekoga za nekaj manj, spet povzročate sami sebi to, da ste opeharjeni uvidov ali pa resnice, ki bi jo lahko o tem človeku dobili. Tako da prosim, dajmo že enkrat za vselej to, da je nekdo nekaj več, pa nekdo nekaj manj predelati. No, prosim lepo. Ne. Se pravi, resnica je samo ena. Dejstev pa je več. In dejstvo kot dejstvo, zdaj bom to zelo počasi povedala, zato da vam bo razumljivo. Med dejstvom in resnico je velika razlika. Zelo velika razlika. Dejstvo je, da je danes, ne vem, lep dan. Ajde. Ali pa dejstvo je, da je dokazano, ne? Ker vaš vaš ego še vedno rabi dokaze. Jaz delam 30 let na sebi, jaz imam ta in ta certifikat, v mojem programu in pri mojih terapijah se zgodijo čudeži. To je filanje vašega ega. In tega pri meni ne boste videli. Jaz vam objavim samo to, kar mi ljudje napišejo nazaj. Nikoli vam ne govorim, koliko časa delam na sebi, kaj vse sem naredila in kaj sem tekom te poti pridobila. Zato, ker želim, da me začutite, ne pa, da se odločate zame in za mojo pomoč, zato, ker filam vaš ego, koliko let že delam na sebi in koliko denarja sem že od sebe vrgla in kaj vse sem že doživela. In tu je to. Dejstvo je, da že toliko in toliko let delam na sebi, resnica je pa drugačna. Okay. Resnica je pa samo ena. Resnica pa je, da zelo malo ljudi, vseh nas, coachov, mentorjev, whatever se nazivamo, živi pa res resnico oziroma sliši in vidi resnico. Ker tudi, ko ti vidiš in slišiš resnico, ne smeš o njej govoriti. Postane to zate skrivnost in za vse ostale. In jo na nek tak način, kolikor ti je dovoljeno, prenašaš naprej. Se pravi, vse vidiš, vse slišiš, ampak je to skrivnost. In tudi recimo na mojih terapijah vas jaz popeljem, da vi sami to skrivnost odkrijete in sami sebi date odgovore, ne glede na to, kaj jaz vidim pa kaj jaz slišim. Se pravi, dejstvo je esenca resnice, bomo rekli, za vse tiste, ko še rabite dejstva v vašem življenju, dejstva, dokaze, zato da zadovoljite svoj in ego. Je pa vaš največji preprečevalec resnice. Je vaš zapor, ki vas ne spusti dlje kot od ene zaporniške celice. Dejstvo je razumljivo. Če vam jaz zdaj naštejem neka dejstva, bo to za vas razumljivo. Resnica pa je neomajna, je neskončna, je večna in jo velikokrat ne razumemo, ker ni podkrepljena z dejstvi. In resnica pozna zgolj sebe. Sebe pozna, gola resnica. In nič drugega je ne more pojasniti. Za resnico, ki vam jo jaz želim predati naprej, jaz ne najdem besed. Za to resnico ni besed. In vi to resnico lahko doživite, občutite z menoj recimo na vikend oddihih. To se res ne da povedati. In dejstev, veste, kaj je dejstvo, napišite, če veste, kaj je dejstvo. No. Dejstvo je, kaj pa vem, da je življenje lepo. Dejstvo je, da sploh nismo na zemlji. Dejstvo je, da kaj je v vašem življenju dejstvo? Dajmo malo, mečken, dajte sodelovati.
Ja, vedno samo do tam, do kamer ti je dovoljeno. In to, a veste, dejstvo je, da jaz vidim pa slišim, ampak dejstvo je, da vam ne smem tega povedati. In Bog vedi, kaj se bo v 17. septembra v Ljubljani lahko zlilo ven iz mene. In zato vas res vabim na to ekskluzivno predavanje. Nazadnje je bilo razprodano, zdaj imamo 17. septembra, pol je pa naslednjo predavanje šele junija. Vmes imamo vsak mesec celodnevne delavnice, na katerih vas bom res popeljala do vas samih, ker sam to rabite, vi rabite sebe. Evo, to je dejstvo, da se vam razodene resnica. Ok, živijo Nataša, živijo Toma, živijo Polona. Se pravi, dejstev je veliko, ogromno dejstev imamo v življenju. Resnica pa je samo ena, zgolj ena. In vsakemu se razodeva drugače, ne glede na to, da je sam ena. A ni to lepo? A ni to nekaj najlepšega, kar ste v življenju slišali? Mislim, če nam začela pesmi pisati, se jih že pišem. In še enkrat poudarim, dejstva lahko ubesedimo. Dejstva lahko ubesedimo. Resnice ne moremo. In dobro si to zapomnite. Koga poslušate, komu sledite, tako vam govori dejstva, ali tako, ko ne more niti ubesediti resnice. In ko se v vašem življenju pojavi nekdo, ki širi resnico, začutili ga boste, ne vem, kurjo polt boste dobili na telesu, potem dober občutek boste imeli, prijeten občutek. Dejte temu človeku slediti, ne pa ga zavračati. Zelo poudarjam to, ker zelo malo ljudi je na svetu, ki govorijo resnico. Zelo malo. In vedno se vprašajte, ali zdaj tega poslušam, pa temu sledim zato, da filam, da zafilam lasten ego, lasten da še več podatkov dobim, še več dejstev, še več, koliko let nekdo dela na sebi, ali sledim temu človeku zato, ker širi resnico, modrost. Dobro to sami sebe vprašajte. In nikoli človeka, ko širi resnico, ne mečete iz svojega življenja. To vam res, mogoče je to najbolj globje sporočilo, ki vam ga danes predajam. Se pravi, obkroža nas svet raznolikosti. Dejstvo je, da je nekih mentorjev, učiteljev dosti, veliko in vi vem, da ste razpršeni, da ne veste, koga bi radi poslušali, da letate iz enega sveta na drug svet, ampak ob vsej tej raznolikosti, tudi v materialnem svetu, pozabimo na resnico. Pozabimo, dragi moji, na resnico. Živijo Breda, pozabimo na resnico. Zakaj pozabimo na resnico? A mi bo kdo napisal? Zakaj tolikrat pozabimo na resnico? Zato, ker nas prevzamejo dejstva. Zato, ko dejstvom bolj verjamemo kot resnici. Tistemu, kar rabi naš pa naš ego, bolj verjamemo kot pa resnici, ki se ves čas razodeva pred nami in v nas. In če moja želja kaj, ali pa namera je to, da vi najdete sami sebe, da najdete ta sporočila v vas, te odgovore v vas, zato da boste širili to resnico naprej in nikoli več v življenju ne boste dobenega mentorja, dobenega učitelja rabili, niti nobene knjige, ko boste imeli sebe. In to vašo resnico, ki pa še enkrat poudarjam, je samo ena in se vsakemu drugače razodeva. In dejstva nikoli ne morejo pojasniti resnice. Ok, resnica pa lahko razjasni dejstva. In mogoče dejte ta video, bo šel tudi na YouTube, večkrat poslušati, da boste slišali, kaj sem vam želela povedati. Ok, neki so dejstva.
Ko vam en moški reče, lepa si, krasna si, seksi si, imaš lepo obleko, imaš lep klobuk, to so dejstva. Kaj pa je resnica v vas samih? Kdo pa vidi iza vas, ne vaše lupine, ne vašega avtomobila, ne vaših polnih usnic, ne vaših, ne vem, umetnih prsi, ne vašega denarja, ne vaše hiše. Kdo pa vidi v vašo notranjost, vašo resnico, vašo dušo, bomo temu rekli, vaše srce? To je sam lupina, to, kar vi imate v materialnem svetu, so dejstva, ki zakrivajo resnico v vas. Kdo ste vi, ko vse to odpade, ko ste brez vsega, ko ste goli, ko ste nagi, ko ste brez denarja, ko ste brez službe, ko ste brez avta, ko ste brez partnerja, ko ste brez otrok? Kdo ste takrat vi? Kdo ste takrat vi? A si upate plesati bilo kje, si upate vzeti telefon v roko, posneti video, si upate biti goli v končni fazi bilo kje in pred bilo komer? Golota je naše naravno stanje, ne obleke, ki zakrivajo to, kar smo. Se sramujete še bilo kjerga delčka na vašem telesu, pol ne živite resnice. Bi radi še karkoli na vašem telesu popravili, pol ne živite resnice, pol živite dejstva, pol živite iluzijo iz revij pa iz filmov, kakšni bi mogli biti. Lahko zaplešete bilo kje, bilo kdaj. Se lahko smejete na ves glas, Prešerno. Ne glede na to, kdo vas obkroža. Če tega ne morete, ne živite vaše resnice. Lahko govorite vašo resnico, ali se v grleni čakri ustavi, ali se vam tu not ustavi. Vi veste, vi čute, kaj je resnica, radi bi jo povedali, pa ne gre, pa ne gre, pa ne gre. Iz ust pride pa nekaj druga kot resnica. Lahko govorite o vaših občutkih z vašimi najbližjimi. To je partner, to so prijatelji, se lahko pogovarjate resnično to, kar čutite. Ali rabite vse zavijati v celofan, zato da prikažete nekaj druga, kar vi niste. Pa zato, ker imate strahove od zadaj, da vas bo nekdo zapustil, ko boste pokazali vašo resnico, vašo esenco, to, kar vi ste. Koliko je še tega dreka, blata, lupin na vas, da ne upate zaplesteti, da ne upate sam živeti to, kar ste, dragi moji. To je čist preprosto in čist skromno. Čist preprosto je to. 30 let je v kleti tema, 40 let. Grete, prižgete lučko, 1 sekunda, v 1 sekundi se lahko zbudite. Ne rabite za to 30 let delati na sebi, pa ne rabite 150 prebranih knjig. Berite Martina Kojca, Učbenik življenja. Berite knjige modrecev, recimo sufijske zgodbe, sufiji, modrecev. Berite knjige ljudi, ki govorijo resnico, ki so govorili resnico, ki so širili to resnico, ki so upali povedati to resnico. In to resnico bomo povedali 17. septembra na predavanju v Ljubljani v intimnem vzdušju. Kolikor mi bo dano, dovoljeno, to zdaj težko, ne, to so zdaj dejstva, ne, ko jih je težko razložiti. Se pravi, tu se mi ustavi in ne smem več povedati. Ne. Kolikor bo dovoljeno. Nazadnje smo predavanje v enem mesecu razprodali. Samo 60 ljudi, zato da bo skupina res intimna, da se bomo lahko povezali. Za boh in samo 7 ljudi, samo 7. Zakupimo cel hostel je nas, cela hiška je naša 2 dni, nobeni drugi ljudje ne hodijo. Preberite si, kaj so te osebe, ko so bile na zadnje vikend v Dihu doživele z menoj, oziroma kaj smo zaštrikali skupaj.
24. 25. avgusta imamo pohod na Moličko planino. Ne pohod, ko pohod, resnico bomo odkrivali, dragi moji. To se ne da z besedam povedati. Jaz vam ne morem to opisati tam, ko vi kliknete gor tukaj, zdaj nad videom boste imeli, lahko kliknete za boh in pa za. To se ne da opisati. Jaz približek, jaz vam dejstva dam, kar boste doživeli, zato ker še vedno rabite vaš ego na fila. Dajte začeti čuti, tule not imate vse. Ok. Zato imate to lupinco, da lahko z njo čutite. Še ima kdo kako vprašanje? Hiter odgovorim, bilo kaj. Splača se vam izpostaviti. Dajte napisati to, kar čutite zdaj, no. Nič manj vas ne bo, zato vas bo pa veliko več. Veliko več sebe boste dobili. Bom mečken počakala, ker verjetno pol to mečken del rab, da se meni prikaže. Vidim, da je Boža z nami, pa Toma, pa Nataša, pa Breda, mogoče že kdo, pa Sandra, pa Jana, mislim, da Luka, kaj je že tole, ne spomnim se točno za imena, sem pa čist. A ima kdo kako vprašanje? Zdaj vam lahko res pomagam, res. Evo, tu sem za vas in odgovorila vam bom zgolj čisto resnico. In Milena živjo, res se vam splača zdaj kaj vprašati. Globoko čutim povezano. Hvala, Jana, povedano. Hvala, Jana. Ja, Jana, verjamem, da globoko čutiš, ker smo tudi mi dve globoko povezani. Jana se je izmed vseh, kar jih je poznala, mene enkrat, mislim, da enkrat Jana, ne, si mene videla na Facebooku in je zaprla učke in je rekla, komu naj grem po svojo moč. Ne po pomoč, po moč. Po svojo moč. In ko je zaprla učke, sem si jaz prikazala in temu odgovoru je sledila, dragi moji, vsi odgovori so v vas. In z Jano bomo še marsikaj naredile velikega, tako da vsi, ko si upajo, objem, draga moja, tudi tebi. Se pravi, dajte živeti, napredek je življenje, napredek je rast, osebna, duhovna rast. Mirovanje je pa smrt. Če mirujete in če se ciklate v enem in istem krogu skozi, dragi moji, iz tega kroga je treba izstopiti. A je to lahka pot? Ne, ni, to je najtežja pot. Ok, ne bom vam zdaj me mrazi. Ja, evo, jaz imam pa solzice. Hvala ti, Jana, hvala. Dajte izstopiti iz tega kroga. Dajte izstopiti. Pa dajte si dovoliti, da vam lahko pomagamo pri tem, ti, ko vidimo, ko vam znamo pomagati, ko smo sami izstopili iz tega kroga, ko se ciklamo v enem in istem. Tako preproste so rešitve, tako preprosto je, dragi moji, vse skupaj. Res je preprosto. Nisem še objavila, pa bom verjetno danes tekom dneva ali pa jutri bom videla. Ena gospa, ko je vzela 3 terapije premena, pa program, je napisala, me je predvčerajšnjem kdaj poklicala in mi je povedala, kaj vse se ji dogaja. In mislim, jaz se lahko zjočem ob tem, da za ceno enega malo boljšega oziroma slabšega telefona dobite novo življenje. Mislim, to je res smešno in jaz res rabim ceno dvignati. Ok, ampak res, si lahko zamislite, da za telefon vedno imate, za kredite, za avto, za bajte, za to vedno imate za sebe, pa nimate. Za en telefon dobite novo življenje. Novo. Vam bom prekopirala, kam je gospa napisala. Zdaj lahko se vi haklate na to, kar jaz napišem na Facebook nekateri. Danes je ena gospa, ki sem napisala,
Zakaj sem napisala? Evo, zdaj vam bom povedala resnico. Napisala sem, da sem 200 evrov dala za snemalca, ki je snemal v Ljubljani predavanje v marcu. To predavanje sem jaz želela prodajati naprej za ljudi, ki niste mogli priti na predavanje. V meditaciji sem dobila uvid, ti rabiš dati brezplačno to ljudem. Ne smeš prodajati. In zato sem jaz danes včeraj napisala, ko sem delila, da imate video predavanje na YouTube kanalu, predavanje iz marca, moje predavanje, ki bo pa seveda zdaj dosti drugačno, zato ker sem tudi jaz dosti napredovala. Zdaj bomo zgolj resnico govorili, nič naučenega znanja. Kaj mi je zdaj prišlo? Sledite učenjakom, ki imajo samo naučeno znanje. Dajte slediti tistim, ki so naučeno znanje pozabili in govorijo resnico. Še enkrat ponavljam. Trenutno sledite učenjakom, ampak vso naučeno znanje je spet naš zapor, da pridemo do resnice. To je filanje našega uma, ega. Dajte pozabiti vso naučene znanje, ker vas samo ovira, da pridete do gole resnice. In to jaz pokažem na teh vikend oddihih, pa na delavnicah celodnevnih in tako naprej. Dobite danes, jutri na Facebooku bo objavljeno datum za celo leto. Evo, uspel mi je res to. Preden sem šla na dopust, sem rekla, jaz pa rabim za cel let narediti plan, kaj bo. In se mi zdaj to toliko nemogoče. Pa koliko ne je zdaj za cel let, pa ki bo imela, pa kaj bo imela, ne? Vprašanja tu not se pa čuti. V sekundi je prišel in se je zlilo na papir in zdaj ekipa od zadaj pripravlja za vas v lepi obliki. Kje smo ostali? Ester, živijo, Zorica, živijo. Ostali smo pri tem, da sem napisala, da sem za snemalca dala 200 evrov, ampak da vi imate ta video brezplačen. Potem sem gospe odgovorila, da preko 1000 evrov vsak mesec dam, da vi dobite v petkih mail. Vse tekste pišem jaz. Ekipa od zadaj vse ureja. Da dobite video v obliki na YouTube, ko jih dobite. Da dobite v lepih oblikah te mnenja strank, da ne nakrat sam jaz, ampak ekipa od zadaj to vse zrihta. Se pravi, to mene stane preko 1000 evrov na mesec. Jaz to vam darujem. Ko imam brezplačne posvete z vami, vas vprašam, če spremljate moj Facebook, če spremljate moj YouTube kanal, ko imate vse brezplačno, ker kao nimate denarja, da bi vzeli moje terapije ali pa se upisali v program. Ne. To pa ne spremljam. Ne, to pa ne poslušam. In res, za Boga miloga, ne razumem nekatere od vas, čeprav se niti vas ne trudim razumeti, ker ko se trudim razumeti, sem tu noter, ker tisto, ko hoče življenje razumeti, bo zgubil življenje. Ampak, če povem, ne razumem, da imate vse brezplačno, pa se vam ne ljub niti toliko riti dvignati, da bi pogledali te vsebine. Ko mene stanejo 1000 evrov na mesec, zato da jih vi imate brezplačno. Pa ne poudarjam zdaj zato, koliko mene stane, ampak vse imate brezplačno. Sam naredite nekaj. Če bi kdo rad kaj vprašal, kar izvolite. Karkoli lahko vprašate, ne vam ne bo nerodno, dajte že enkrat to spustiti. Jaz vse vam povem o sebi. Kar pa ne povem na Facebooku, vam pa na predavanjih povem ali pa na vikend oddihih. Takrat pa zvete vse o meni. Takrat me tudi vidite, ko jaz popizdim, ko sem jaz v ego. Rečem, evo, to je pa ego, da ne boste zdaj mislili, da vsi mi smo Bog. Tudi jaz sem Bog. In preko boste to vedeli. Ampak Bog je vse. Je tudi nevihta, tudi popizdi, tudi znori, tudi straga je, tudi jeznje, tudi ljubosumenje, tudi vse. Ampak mojstrstvo je takrat se sprejeti, ne soditi, ne speti to ego. Sem tudi, ko nisem v redu. Oziroma, v redu sem tudi, ko nisem v redu. Živijo, Andreja, moja draga. Živijo, evo, Andreja pa dela hipnoterapije, če koga zanima, to je moja prijateljica.
Ja, nekateri me vprašate, Nataša, kak je to te terapije, ne? A vidite, vi bi želite od mene, da jaz zadovoljim vaš ego Ne morem vam povedati, zato ker je to resnica. Na terapijih se odkriva resnica. Gremo v globino. Zdaj, jaz sem dala naziv terapija, nekaj pač moš reči. Drugače bi pa to mogoče bolj rekla, da je neka, tako ima Andreja, pogovorna neka hipnoterapija. Se pravi, preko pogovorov gremo v vaše najglobje rane, travme, zamere, jezo, bes, najglobje in odkrijemo. Kaj odkrijemo? Resnico, da so to vaši najboljši prijatelji in vi se jih ful veselite. Vsak meni reče, ne morem verjeti. Pa še nekaj odkrijemo. Doživite mir prvič v življenju, se pravi, popolnoma umirimo misli v vaši glavici lepi. In dobite reconnection, ponovno povezavo s samim seboj. Se pravi, več stvari v eni. Zdaj, če rabite besede za to. Besed za to ni. Zato, kar jaz delam, ni besed. Ker takrat mene ni, Nataša zgine. No pa pride, ne vem. Ok, tako da sam Bog, sama esenca. Samo sem to, kar sem. Okay, samo resnica sem in vse vidim, vse slišim in vam lahko pomagam. In vas peljem do tega, da vi vse slišite in vse vidite. Nič vam jaz ne povem. Ne smem vam povedati. Vas pa usmerjam. Tako da to, dragi moji, evo, upam, da mi bo uspelo, da se vsak dan malo javim na zasebno sporočilo, če vam je tu težko, ali pa na planetljubezni@gmail.com mi pošljite vaše vprašanja, vaše izzive, jaz bom pa v videih odgovorila, se lahko tako zmenimo. Se pravi, karkoli zakriti boste ostali, ker se še hočete vedno malo skrivati, pa ne živeti tega. Drugače pa še nekaj. Vsak od vas ima nalogo, ne samo do sebe, ne samo osebnostno nalogo, pa ne samo nalogo v družini, ampak vsak od vas ima nalogo naroda tudi, da začne služiti narodu za svojim delovanjem, za svojo resnico. In toliko utelešenje, no, kako se to reče? Tolikrat se boste še utelešili. Jana, daj pomagaj mi ti, no, tu z slovnico. In se vračali v to iluzijo, ker je ena velika iluzija in laž, kar mislite, da je to zemlja in vse to. In ne boste šli v večnost, v neskončnost, v nesmrtnost, dokler ne boste vsega tega naredili. In jaz vas pozivam, da začnete, ker drugače boste utelešili. Aha, ok. Se pravi, dokler ne boste vsake želje izpolnili, ko ste si jo zaželeli, žal je tako, jaz sem si ful velike želje, ko so me učili moji učitelji, želj si, in sem si želela in pisala. Ampak dobro, želje so naš smerokaz na poti, kakšna je sploh naša pot. Zato so želje nujno potrebne, ker nam kaže, po kaj gremo, kaj je naše, kaj je tista naša pot, ko smo si jo zapisala, ko nam je dana. In to našo pot vidimo iz teh naših želj. Tako da, tolikrat se boste še vračali sem na zemljo, kjer sploh niste na zemlji, v tej iluziji in vam bo še hudo in bolezni in ni da ni in žalost in obup, dokler ne boste opravili tudi nalogo, ko imate do sebe, do družine, do naroda in do rase. Ok? Tako da zdaj, ali vam bo še naprej nerodno, ali boste pa stopili pred občinstvo pa začeli. Kljub strahovom in blokadam. Ok, rada vas imam, se vidimo, čakaj, mislim, da ima Jana, a ste že začeli s taborom? Jana ima fulušen tabor za otroke. Ne, niste še začeli, Julija, 2. julija, ali kako imaš, Jana, daj napiš tu od spodi, no. Fulušen tabor, zakaj vam to govorim, zato ker sem bila tam, ok. Fulušen tabor za otroke. En teden, mislim, da traja, pripeljete jih, pa jih pridete iskat na deželi, s kravicami, zajčki,
z gozdom, res lepo. In s fantastično hrano, zato ker Jana zna ful dober kuhati. Jana, če si še z nami, napiš tu od spodi v komentar noter, kdaj imaš ta tabor, oziroma pejte na njeno stran, no? Na Jana Deželak pogledate ali pa na Deželakova dežela, ali kako že, sorry. Ja, ok, ne vidim. Aha. Poletne od 8. do 12. Ja, polno imaš. Pa daj ne reče ene v avgustu. Bi meni pasal, da neža kam gre. Ok, v glavnem, ja, jaz sem pustila službo in sem božansko življenje imam in sem cele počitnice 2 meseca z mojo Nežiko in vsake šolske počitnice sem z njo, ker je bila to moja želja, tako da, evo, in zdaj jo živim. Ok, dragi moji, jaz sem se spraznala, poslušajte večkrat ta posnetek, res vam priporočam, ko bo na YouTube ga delite med prijatelje, prijavite se, za Ljubljano že imamo kar poln 17. septembra, vsak dan pride 5-6 prijav, tako da dejte biti hitri prstki, se prijavite na planetljubezniafnagmail.com. Nismo še landing page naredili, se pravi te pristajalne steze še nismo uspeli, ker druge stvari potekajo od zadaj, tako da za enkrat imate tu gor link za Bohinj pa za Moličko, tu se not prijavite, za predavanje v Ljubljani pa kar na planetljubezniafnagmail.com, pa vam pa pošljemo še podatke. Čisto sem se spraznala. Ok, grem zdaj na eno kavico, pa na eno jamnico. Čau, čau. Rada vas imam, pa.